Majskega plenarnega zasedanja se udeležujem v Bruslju. Tu že lahko spijemo pivo na terasi, prav tako pa smo dobili dobre izglede, da bomo julija prvič po letu in pol v Štrasburu. Vsebina je bila zelo pestra, spregovorili smo zopet o tem, kako zagotoviti dovolj cepiv za vse Evropejce, tudi za ljudi zunaj Evropske unije. V nadaljevanju smo govorili o tem, da je 18 držav že poslalo načrte za okrevanje na Evropsko komisijo. Prav tako smo spregovorili o industrijski strategiji, o strategiji Evrope za vodik, kar pomeni prehod v nizkoogljično družbo in nove razvojne priložnosti za Evropejce. Od evropskih programov sta sedaj pod streho že tudi program za mlade Erasmus, kakor tudi program oziroma načrt za sklad za pravičen prehod v nizkoogljično družbo. Govora je bilo tudi o zunanjepolitičnih temah. Nikakor se nismo mogli izogniti in pozvati Palestince in Izraelce k umiritvi strasti v tem delu Bližnjega vzhoda. Spoznali smo tudi, da Turčija zelo peša na tej poti proti Evropski uniji in se vedno bolj oddaljuje od nje. V nadaljevanju pa je bilo govora tudi o pomembni točki za nas, ki se ukvarjamo s kmetijstvom. Spregovorili smo namreč o posledicah pozebe, ki je zajela praktično celotno Evropo v segmentu sadjarstva in vinogradništva. Pozdravljeni iz Bruslja, kot sem v uvodu dejal, upam, da se čim prej lahko javimo tudi iz Štrasbura, kar bo pomenilo, da COVID popušča in da se vrnemo v bolj normalne tokove vsakdanjega življenja.